strani organizatorice našega srečanja, Višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto. Lepo pozdravljam direktorja Šolskega centra Novo mesto, dr. Mateja Horjana, ravnateljico Višje strokovne šole, magistrico Dragico Budič, ter vse predavatelje tehnološko-inovativnega dne, ki svojim doprinosom soustvarjajo današnji dogodek in vse ostale goste. Če hočemo razumeti čas, se moramo zavedati najprej sedanjosti, pa tudi preteklosti in bodočnosti, po poti katere stopamo. Preteklost, vezano na tehnološke postopke, že dobro poznamo. Veliko bolj polna izzivov nam je sedanjost, saj v njej živimo in jo soustvarjamo. Včasih si želimo, da bi imeli moč, da bi vse uredili tako, da bi bilo prav. Pri tem nam v veliki meri življenja olajšujejo novi pristopi in nova strokovna spoznanja različnih tehnoloških procesov. Z zavedanjem le-tega si bomo na današnjem srečanju izmenjali številne izkušnje in znanje. K besedi vabim direktorja Šolskega centra Novo mesto, dr. Mateja Horjana. Prosim. Spoštovani vsi prisotni, lep pozdrav in dobrodošli na Šolskem centru Novo mesto. Svet okrog nas se spreminja. Že dlje časa se pojavljajo trendi, ki vplivajo na naše življenje in bodo še bolj vplivali v naslednjih desetletjih. Temi trendi so okoljske spremembe, globalizacija, tehnološki razvoj. Prihaja čas za ustvarjanje novih ekonomskih, socialnih in institucionalnih modelov, ki bodo omogočili boljše življenje za vse. Kako se bo človeštvo na vse te izzive odzvalo, je v veliki meri odvisno od tega, ali bomo znali izkoristiti vse prednosti, vse možnosti, vse rešitve, ki jih ponujata znanost in tehnologija. Razvoj tehnologije prinaša čedalje hitrejše spremembe v gospodarstvo, ne samo s spremembo proizvodnih procesov in poslovnih modelov, ampak tudi z ustvarjanjem novih proizvodov in novih storitev. Ena glavnih posledic tehnološkega razvoja je tudi čedalje hitrejše spreminjanje znanja. Leta 1982 je futurist in izumitelj Buckminster Fuller ocenil, koliko časa je bilo potrebno, da se vse zbrano in preneseno znanje do leta 1 našega štetja podvoji. Njegova ocena je bila približno 1500 let. Sledila pa je še ena podvojitev v samo 250 letih in do leta 1900, to je le 150 let pozneje, se znanje po Fullerjevi oceni znova podvojilo. Na tej eksponentni rasti je proces podvojitve znanja na svetu bil med 1 do 2 letoma na začetku 21. stoletja in sedaj, 19 let pozneje, se količina človeškega znanja podvoji vsaka 2 dni. Prva industrijska revolucija se je začela v drugi polovici 18. stoletja in je prinesla razvoj mehanizacije po uporabi vodne pare kot glavnega vira energije. Slučajno ali ne, v približno enakem obdobju so bile s strani Marije Terezije v Prusiji kot nova tehnologija za širjenje informacij, za katere je država želela, da bi jih mladi učili, razvite učilnice. Šola oziroma izobraževanje, kot ga poznamo v današnji obliki. Danes smo priča 4. industrijski revoluciji, za katere so značilne tako imenovane pametne tovarne, kjer kibernetično-fizični sistemi prek interneta stvari komunicirajo in sodelujejo med seboj in z ljudmi v realnem času. Sedanjost in prihodnost pripadata pametnim telefonom, pametnim tovarnam, pametnim avtomobilom, pametnim mestom. Torej je za obstoj in blaginjo vsega človeštva ključno, da bodo z vsem tem upravljali pametni ljudje. In zato je podobno kot v drugi polovici 18. stoletja tudi tokrat pomembno, da bo industrijska revolucija potekala z roko v roki z revolucijo na področju izobraževanja, ki se mora spremeniti v smeri, da bo mlade opremila s spretnostmi, ki jim bodo omogočile, da se bodo uspešno spoprijeli z vsemi izzivi, ki jih prihodnost prinaša. Na Šolskem centru Novo mesto se zavedamo te odgovornosti do dijakov in študentov,
kakor tudi do delodajalcev in širše družbe. Razvojna orientiranost, ki je vpeta v vse pore našega delovanja, nam omogoča hitro reagiranje na potrebe trga dela in potrebe okolja ter družbe. Tesno sodelovanje in partnerski odnos z delodajalci je temelj našega razvoja in usmeritev in v ta namen podjetje vključujemo v priprave novih izobraževalnih programov, posodobitve obstoječih, spremljamo potrebe lokalnih delodajalcev ter se poskušamo hitro odzivati na njih. In današnji dogodek je tudi del tega sodelovanja. Namenjeni temu, da študenti, dijaki, zaposleni in vsi drugi zainteresirani dobite vpogled v tehnologije, ki so del našega vsakdana in ki bodo krojile našo prihodnost. Iskreno se zahvaljujem vsem predavateljem, da so se odzvali našemu vabilu. Zahvaljujem se tudi kolegom, članom organizacijskega odbora, ki so dali pobudo, organizirali in pripravili ta dogodek, ravnateljici Višje strokovne šole ter seveda vsem ostalim gostom, ki ste prišli na ta dogodek. Vsem skupaj želim čim več novih spoznanj in seveda prijetno počutje na Šolskem centru Novo mesto. Hvala lepa. Hvala direktorju za podane misli. Besedi vabim tudi ravnateljico Višje strokovne šole, magistrico Dragico Vodič. Prosim. Spoštovane študentke, spoštovani študentje, dragi gostje, cenjene kolegice in kolegi. Dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto ob izvedbi danes že drugega enodnevnega tehnološko-inovativnega dogodka Innova 2019. Lanskoletna prva izvedba tega dogodka je bila pozitivno sprejeta tako strani študentov in dijakov kot strani mentorjev, zaposlenih, pa tudi širše strokovne javnosti. Motivirani z lanskoletnim uspehom smo si kot šola, ki si nenehno prizadeva za aktualnost naših študijskih in obštudijskih vsebin, motivirani z lanskoletnim uspehom smo si kot šola, ki si nenehno prizadeva za aktualnost naših študijskih in obštudijskih vsebin, saj s tem uresničujemo našo vizijo kakovostne in priznane višje strokovne šole, zadali nov cilj, dogodek nadgraditi. Zato smo se odločili, ker smo pozicionirani v gospodarsko izredno močni regiji, ki nas sili, da se skupaj z gospodarstvom soočamo z novostmi na področju tehnike, ter na ta način skupaj rastemo. V letošnjem letu smo bili priča nekaj zgodovinsko pomembnim dogodkom, novostim v gospodarskih družbah v naši neposredni bližini. TPV Group je v mesecu januarju odprl lastno platformo za pridobivanje idej in povezovanje z zunanjimi partnerji TPV Innovation Station. Japonska korporacija Yaskawa, ki velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu, je aprila v Kočevju po 2 letih gradnje odprla novo tovarno industrijskih robotov in Evropski center za razvoj robotike. V Revozu so junija simbolično pognali serijsko proizvodnjo 5. generacije avtomobilov Clio. V Krki, tovarni zdravil, so pretekli mesec odprli že 4. razvojno-kontrolni center RKC4. Na novosti, katerim smo priča, smo se pripravljali tudi sami. Skupni imenovalec vsemu zgoraj navedenemu so avtomatizirane linije in postopki, robotski sistemi, ki izvajajo naloge, ter upravljalci linij, ki jih vodijo. Vse to se združuje v inženirju mehatronike, katerih prvo generacijo bomo na trg dela poslali konec prihodnjega študijskega leta in s tem prispevali svoj košček skupnemu mozaiku teh novosti. Današnji dogodek nam bo tako skozi sekcijska, tematsko obarvana predavanja omogočil še širši vpogled v ključne tehnološke trende, napovedal pa nam bo tudi enega zgodovinskih dogodkov, kateremu bomo priča v naši regiji. Po plenarnih predavanjih se bomo tako porazdelili v 2 skupini. V eni se bomo seznanili z novostmi na področju strojništva in mehatronike, ki je od letošnjega študijskega leta novost na seznamu izobraževalnih programov, ki jih izvajamo na Višji strokovni šoli. V drugi skupini pa bodo podane novitete s področji elektronike in informatike. Skupaj bomo zaključili dogodek z nagovorom organizatorja dogodka ter napovedjo, da bi prihodnje leto izvedli podoben dogodek v obliki mednarodne konference.
Prepričani smo, da našo zgodbo o sodelovanju z lokalnim gospodarstvom jugovzhodne Slovenije lahko ponosno predstavljamo tudi zunaj meja naše države. Prav tako pa vemo, da se lahko iz primerov dobrih praks, ki se odvijajo v tujini, tudi sami nekaj naučimo. Naj priredim zaključno misel prvega moža Krke ob slovesnem odprtju RKC 4. Mi smo tisti, ki imamo vizijo in v skladu z njo pišemo strategije. Mi smo tisti, ki pišemo letne delovne načrte in mi smo tisti, ki jih dosežemo, pa tudi presežemo. Zavedamo se, da sami zmoremo veliko, a z dobro ekipo zmoremo več. Verjamem, da skupaj tvorimo dobro ekipo. Uživajmo torej v novosti vsi skupaj. Najlepša Hvala lepa. Življenje dobi smisel, če ga živimo v smeri prihodnosti, jutrišnjega dne, naslednjega tedna, meseca, v smeri nadaljnjih let. Za razvoj jugovzhodne Slovenije si prizadevamo vsi, gospodarstvo in šolstvo, ki se zavedata pomena tesnega sodelovanja. To že vemo. In to je dovolj, da sodelovanje negujemo in nadgrajujemo. Dovolj za vse, ki razumejo nove trende. O njih nam bo v plenarnem predavanju spregovoril gospod